V Južni Koreji je od 23. aprila do 8. maja potekalo četrto azijsko-pacifiško moško nogometno prvenstvo gluhih in prvo azijsko-pacifiško žensko nogometno prvenstvo gluhih, ki sta ju organizirala Korejska nogometna zveza gluhih KDFF in Mednarodna nogometna zveza gluhih DIFA. Na stadionu v Changwonu se je pomerilo 9 moških in 3 ženske ekipe. V finalu moškega nogometnega prvenstva sta se za prvo mesto pomerili reprezentanci iz Južne Koreje in Japonske. Izid tekme je bil 2-1. Zmago so odnesli Južnokorejci, Japonci so se uvrstili na drugo mesto, na tretje pa Iranci. Pri ženskah so prvakinje postale Japonke, Južnokorejke so bile druge, tretje pa Nepalke. V soboto 5. maja je v Šentjurju potekal tradicionalni 15. atletski miting Šentjur 2018. Tekmovalo je več kot 260 tekmovalcev iz 27 atletskih klubov iz vse Slovenije. Med njimi je bil tudi gluhi atlet Tadej Enci iz atletskega kluba Velenje. Nastopil v kategoriji šprinta na 300 metrov in si zmago priboril z osebnim rekordom 36,50 sekund. V belgijskem mestu Anhe je od 5. do 13. maja potekalo četrto evropsko prvenstvo gluhih v gorskem kolesarstvu, ki se ga je udeležilo 48 tekmovalcev iz 14 držav. Tekmovali so v 4 disciplinah: krosu, maratonu, kronometru in ekipni štafeti. Največ medalj na vseh 4 dirkah so pobrali Rusi, in sicer 3 zlate, 4 srebrne in 3 bronaste. Sledila je Ukrajina z 2 zlatima in 1 bronasto medaljo, tretja je bila Nemčija z zlato, srebrno in bronasto kolajno. Gluha ameriška igralka softbola iz Massachusettsa, 21-letna Kayla Finacciaro, je ta šport začela igrati z 8 leti. V prvem letniku visoke šole v Natiku je kot metalka dosegla hitrost 120 km/h. Na kolidžu Newbury je trenirala v ženski softbolski ekipi in je bila s strani trenerke Cassandre Moore stalno deležna diskriminacije in ustrahovanja. Na koncu pa je bila, kakor trdi, zaradi slabega sluha in otežkočene komunikacije med njo in trenerko iz ekipe odpuščena. Zato je na podlagi zakona o Američanih invalidih na Vrhovno sodišče vložila tožbo, ki še ni končana. V soboto 5. maja se je začela prva sezona turnirja v ribolovu. MDGN Slovenske Konjice je na Zreškem jezeru organiziralo tradicionalni dravinski turnir v ribolovu. Prišlo je 24 ribičev iz 7 področnih društev Slovenije. Med posamezniki je naslov prvaka s 34.000 grami osvojil Konjičan Silvo Škerget. Na drugo mesto se je uvrstil Alojz Govedic s 16.680 grami, na tretje pa Velenjčan Ljubo Gotovnik s 16.510 grami. Največji ekipni ulov so imeli domačini, in sicer 64.310 gramov, drugo mesto so osvojili njihovi sosedje z 29.535 grami, tretje pa mariborska ekipa z 28.440 grami.
Čez 3 tedne, 26. maja, je mariborsko društvo organiziralo turnir o športnem ribolovu v Nebovi. Prišlo je 25 ribičev iz 7 društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tekmovali so ekipno in posamezno. Naslov prvaka med posamezniki je osvojil Konjičan Alojz Govedič z 9510 grami, drugo mesto je osvojil njegov kolega Silvo Škerget s 6680 grami, tretje pa Mariborčan Franci Korošec s 6570 grami. Najboljši ekipni ulov so imeli Konjičani, in sicer 18150 gramov, drugo mesto so osvojili Velenjčani z 11979 grami, tretja pa je bila ekipa iz Dravograda z 11700 grami. Mednarodni komite za šport gluhih ICSD je javnost obvestil, da je dr. Valerij Rukledev, predsednik Vseruske zveze gluhih, zaradi suma poneverbe trenutno pod nadzorom moskovskega Tverskega sodišča. Rukledev bo v naslednjih 2 mesecih v hišnem priporu. Pridržana je tudi druga tožena stranka Tatjana Zembatova, vodja oddelka za financiranje Vseruske zveze gluhih. Obtožnica se ne nanaša na delo ICSD. Izvršni odbor ICSD je zato za vršilca dolžnosti predsednika ICSD imenoval Kanga Čena, podpredsednika ICSD s Tajvana. Kang je zatrdil, da bo poskrbel za stabilnost vodstva, prihodnost ICSD in olimpijske igre gluhih. S tokratno oddajo Mednarodne športne novice smo končali. Hvala za pozornost. Glejte nas spet prihodnji mesec. Nasvidenje.